No, da se nam pridruži in razpravlja o tej temi, je Sharmaki Ali, politična analitičarka, ki se nam oblaša iz Londona. Sharmaki, če bi Združeni arabski emirati uradno priznali Somaliland, kako velik diplomatski preboj bi to bil? Ne samo za Somaliland, ampak za celoten afriški rog. Najprej najlepša hvala, da ste me povabili in mislim, da ste začeli z odlično in aktualno vprašanje. In mislim, da bo, če odgovorim na vaše vprašanje, to imelo ogromen pomen, še posebej za prebivalce Somalilanda. In mislim, da smo videli, kako so se odnosi med Somalilandom in Združenimi arabskimi emirati v zadnjih letih krepili, poglabljali in rasli. In pravzaprav bi lahko to uradno priznanje Somalilandu omogočila dostop do ključnih stvari, kot je dostop do finančnega sektorja, ki si ga trenutno tako zelo zasluži. In potrebuje to, da lahko nadaljuje svojo pot razvoja svoje države. Kako naj razumemo časovno uskladitev, ko je prvi somalilandski veleposlanik izročil poverilna pisma v Izraelu prav na dan neodvisnosti Somalilanda? Ali to postaja preizkusni primer za morda širše priznanje? Mislim, da gre za izjemno simbolično gesto strani države Izrael. In mislim, da številni Somalilandci niso spregledali dejstva. Veleposlanik Mohamed Hadži je danes, 18. maja, predal svoja poverilna pisma. Če lahko na hitro popravim, danes dejansko ni dan neodvisnosti Somalilanda, ampak je dan, ko je Somaliland pred 35 leti ponovno vzpostavil svojo suverenost. Dan neodvisnosti Somalilanda je 26. junija. Torej bomo imeli še več razlogov za praznovanje naslednji mesec. Dobra razlaga, hvala Sharmaki. Ko gre za Turčijo, Katar, Kitajsko, Iran, ki vsi skušajo razširiti svoj vpliv okoli Rdečega morja in Afriškega roga, ali je priznanje Somalilanda tudi način za Izrael in morda Združene arabske emirate, da nasprotujejo nekaterim od teh tekmecev v regiji? Mislim, da če to postavite na ta način, ja, to je pravilno. Mislim, da tam zagotovo obstaja priložnost, kot smo že videli, prednost prvega, ki ukrepa za Izrael. In vsak dan na ulicah vidimo, kako se vezi krepijo, veste, vezi med ljudmi. Mislim, da Somaliland leži, kot smo že neštetokrat slišali, na zelo strateški vodni poti. In pravzaprav mislim, da je še pomembneje, da so prebivalci Somalilanda in sama država dejansko sposobni narediti in primesti svetu veliko več, kot trenutno lahko kot nepriznana država. Toda kot priznana država mislim, da lahko Somaliland podpira svoje zaveznike in bo sodeloval z svojimi zavezniki. Da zagotovimo, veste, da so te ključne vodne poti brez piratstva in brez kakršnihkoli dejanj, katerih namen je destabilizirati interese Republike Somaliland in njenih zaveznikov. Imaš kakšno sporočilo, Sharmaki, za Somalilance na ta praznični dan? Da, praznujte, uživajte, vendar se tudi spomnite 100 tisočev, ki so žrtvovali svoje življenja kot del genocida, ki ga je zagrešila država Somalija medtem, ko je okupirala republiko. Ampak poskrbite, da boste uživali, veliko jedli in se zabavali. Sharmaki Ali, hvala, da ste bili danes z nami na i24 News English. Veseli smo, da ste bili z nami. Najlepša hvala, hvala, da ste me povabili. Tukaj v studiu Mark, prvi veleposlanik Somalilanda, zdaj predaja poverilna pisma tukaj v Izraelu. Z vidika Izraela je to simboličen diplomatski korak ali res del globljega strateškega interesa in spreminjajoče se strategije, ko gre za afriški rog? Afriški rog je očitno ključno območje in pomembno je za Izrael, da ima dobre odnose s Somalilandom, kar je prava prelomnica. Ob tem pa je treba povedati, da gre za veliko več kot Somaliland. Govorimo o še eni afriški državi, še eni državi z muslimansko večino, ki vzpostavlja diplomatske odnose z Izraelom. In če pogledate na celotno sliko, je ta zelo optimistična. Saj ima Izrael danes odnose z vedno več arabskimi državami, vedno več muslimanskimi državami, vedno več afriškimi državami. Ker so bila vrata prej zaprta, so zdaj odprta. Bilo je nekaj nedavnih poročil, da so sredi te vojne izraelski uradniki, visoki izraelski uradniki, obiskovali najrazličnejše zanimive države v zalivu. In to je samo tisto, kar smo slišali iz neuradnih krogov. Kdo ve, česa še ne vemo. In prepričan sem, da boste, ko bo tega konec, videli vedno več arabskih in muslimanskih držav, ki bodo odprle vrata Izraelu. Ker razumejo, da Izrael ni le regionalna sila,
ampak je Izrael pozitivna sila. In še nekaj. Prej smo slišali o Pakistanu, kaj ne? Toda Pakistan je država z muslimansko večino. Zelo ponosni so, da so muslimanska država. Če pa želi Pakistan, da ga jemljajo resno kot partnerja za mir v tem delu sveta, mora začeti govoriti z Izraelom. Se ne moreš trditi, da verjameš v mir in stabilnost, hkrati pa imeti sovražen odnos z eno najpomembnejših držav v regiji.